Spoštovani, predlagam, da začnemo našo 20. sejo občinskega sveta občine Krivje. Kjerči smo upravični, so se vodi poli, Viza Koža, Hanke, Šketno Sprešno, Zedno, Pačni, Sternec, Trafika in Tuško. Pred vami je potrditev dnevnega reda 20. seje. Predlog je, da se 8. točka zamenja zaradi prošenj. Želi kdo dnevnega reda, če ne dajem dnevni red, s zamenjavo točke 7 in 8 na glasovanje. Kdo je za sprejem dnevnega reda? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 3 pregledu potrditev zapisnika 19. redne seje. Pisnih ali kakršnih pripomb do zdaj ni bilo veliko razpravljati na temo zapisnika 19. redne seje. Ne želim dajati na glasovanje pregledu potrditev zapisnika 19. redne seje. Kdo je za potrditev? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4 odlok o spremembi odloka o proračunu občine Krivje za leto 25 in balans 1. Prosim, Veronika, za kratko razložitev. Občina Krivje je zaradi spremenjenih obveznosti in terjatev za proračun v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah pristopila k pripravi odloka o spremembi odloka o proračunu občine Krivje za leto 2025, to je na kratko rebalans 1. Izhajali smo iz realizacije januar-april 2025 in ocenili prihodke in odhodke do konca leta 2025 ter uskladili projekte z dinamiko izvajanja. V mesecu januarju ste svetniki na 16. letni seji občinskega sveta sprejeli proračun občine Krivje za leto 2025. Največje spremembe so nastajale na naslednjih proračunskih postavkah. Na plačah delavcev občinske uprave upoštevali smo nov zakon o skupnih temeljih sistema plač in kolektivno pogodbo za državno upravo. Potem smo na postavkah uprava posledic poplav, 4.8.2023 gozdne ceste uskladili postavko glede na potrjene tipe in uskladili oziroma vnesli NRP-je. Prav tako smo na upravi posledic plazov naravne nesreče kontra uskladili skladno z rednim programom po pripravljenih in potrjenih tipih, že začetih projektih, podpisanih pogodbah in potrjenih zahtevkih. Potem ureditev parka Prevalje, postavko smo povečali za 752 000 glede na ponudbe za dodatna in posledično nepredvidena dela na projektu, celovalni sistem, vodna pot, dodatna igrala, dobeline dreves. Novogradnjo vrtca, projekt smo predstavili v naslednje leto. Kulturna dediščina, turizem, Brusnikov Vajta, na prijavi za javne razpis za sofinanciranje nismo bili uspešni, zato smo obnovo predstavili v naslednja leta. Na projektu nakupi zemljišč smo proračunsko postavko povečali za 1.229.000 glede na načrt nakupu nepremičnin. V plan smo vključili parcelne številke za trgovsko-skladiščni objekt z zemljiščem za uveljavitev predkupne pravice na lokaciji pri postaji 4 Krivje ter parcele za možnost nakupa objekta ob družbenem domu Trg 2. Skupni prihodki so tako v planu rebalansa 42.856.000 in odhodki 44.821.000, razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 1.965.000. V bilanci C se poveča še za odplačilo kreditov v tekočem letu v višini 489.800. Zmanjša pa se s črpanjem kredita v višini 135.969 za lastna sredstva na projektu vodooskrba občine Prevalje. In v planu je še najetje novega dolgoročnega kredita v višini 1.750.000 za nakup objektov z zemljiščem.
Primanjkljaj vseh treh bilanc je 568.968 in se pokrije iz preostanka sredstev iz leta 2024. Tako je proračun usklajen. Gradivo je bilo pravočasno poslano, do ponedeljka 9.6. je bilo možno vložiti amandmaje. Ni bil vložen noben amandma. Hvala lepa. Proračun je normalno za investicijsko naravnan, v 42 milijonov in 37 milijonov namenjenih investicijam za sanacijo po poplavah avgust 23. Zadeva se bojo še sproti usklajevale do naslednjega rebalansa, stvari zdaj rešujemo. Mislim, da smo prej ugotavljali z gospodom Šumahom, da 3 stvari so še zdaj take, da so tudi v procesu, za katere še nismo finančnih sredstev dobili, ampak smo na dobri poti, da vse stvari iz lanskega leta realiziramo finančno, hkrati pa pripravljamo, seveda vnašamo in pripravljamo ostale projekte, ki smo jih že začeli, tako na DTP kot vnašamo počasi v aplikacijo vse letošnje projekte, s katerimi letos štartamo. Tako da hvala tistim, ki ste pomagali, predvsem od Šumah. Veliko stvari se je spremenilo, lani smo pač bili bitke, so bile hude bitke, ampak šli smo skozi to celi in živi, tako na MNVP-ju kot pri nas na občini. Je pa res, da drugi, ki so se nam lani smejali, so letos v takem zosu, ker niso bili navajeni v lanskem letu, ker so bolj malo delali. In mi smo pa tega navajeni, tako da ne jokamo kaj posebej, ampak delamo, popravljamo, spravljamo stvari in tudi na terenu delamo. Pri proračunu je pa to, kar je za omeniti, in sicer, da bomo uveljavljali glede na mnenje, pozitivno mnenje na vseh odborih, tudi vas svetnikov, da bomo uveljavljali predkupno pravico za prostore Mercator Tehnika. Zato moramo seveda zagotoviti finančna sredstva v 14-15 dneh, se ta postopek potem zaključi. To je osnova za to, da lahko ta prostor načrtujemo, in ko bomo imeli neke idejne skice za ta prostor, bomo seveda vam pokazali te skice oziroma kaj bi v tem prostoru bilo. Osnova je, da želimo zdravstveno postajo z fizioterapijo in vse te stvari v ta prostor pripeljati, mogoče tudi lekarno, enoten prostor, hkrati pa seveda v tem prostoru zagotoviti še nekaj stanovanjskih površin, in seveda zato bo je potrebno potem kasneje po programu finančna sredstva, in to pomeni, zdaj gre samo za to, da uveljavljamo predkupno pravico za ta prostor, da ne pride ta prostor za namene česa takega, kar ne bi bilo glih najbolj fajn za ta centralni del Prevalj. Pa seveda razmišljamo tudi o tem objektu na levi strani bivše Riflovo gostilno, ker moramo malo prostora okoli družbenega doma pa le imeti, ne moramo pustiti, da do stene pride pozidava. In bomo tudi poskušali, to je manjši zalogaj, ampak v tem paketu je tudi ta zadeva. Ampak seveda, to je šele začetek, da lahko sploh razmišljamo o dolgoročnih načrtih v tem prostoru. Toliko že za dodatek, drugače pa odbor za proračun in finance in odbor za KCG, ker ima Zdravko težave, bo kar predsednik odbora za KCG. Matej, izvoli, ker so sklepi podobni. Kot sta že finančnica pa župana vedla, tudi odbora ugotavljata, da gre v večjem delu za tako imenovani transferni proračun. Proračun smo seveda soglasno podprli, prav tako pa smo izrazili podporo k namenu uveljavljanja predkupne pravice za področje nekdanje Mercator Tehnike. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval rebalans 1 in ga soglasno sprejel. Hvala. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti. Kdo je? Izvoli. Odbor za gospodarstvo je tudi obravnaval rebalans
proračuna in ga soglasno sprejel. Hkrati je tudi pozdravil nakup Mercatorja. Tako da, to je to. Hvala. Hvala. Še Komisija za statut in pravna vprašanja. Ivan, izvoli. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja obravnava ta predlog sklepa o spremembi odloka o proračunu občine Prevalje in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti ter ga daje občinskem svetu obravnava sprejem. In tudi tu je strinjanje široko glede vseh sprememb in tako da soglasno. Hvala lepa. Malo bom zmotil, Ivan, v imenu vseh nas še enkrat iskreno sožalje. Držite se. Dajem v razpravo odloko spremembe odloka proračuna občine Prevalje rebalans 1. Želi kdo razpravljati oziroma kdo želi razpravljati vprašanja? Izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz bi tudi upam, da bo tule pri M-tehniki, bivši Kujnotehni, da bo šlo vse skozi tako je treba, pa da se bo čim več prostora namenil za stanovanjske objekte za občane, ko bo seveda tak davč. Hvala. Hvala. Še kdo želi? Izvoli, Rafi. Hvala. Nismo zasledil, sicer menimo na odboru, ni pa namenjeno v rebalansu, kaj v teh dveh stopičih pri Parku Jezera. Parku Jezera. Polju. Kar se polja tiče, čakamo na gradbeno dovoljenje. Ko bomo gradbeno dovoljenje imeli, gremo postopek prvo, ker so izrazili interes na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, bomo ponudili njim. Če ne bomo našli tam interesa, skupaj z ministrstvom pa Stanovanjski sklad iščejo variante, če ne pa bomo šli poiskati na trgu investitorja z gradbenim dovoljenjem vred in z obveznostmi za zemljišče, kot je v sporazumu zapisano. Še kdo? Izvoli. Hvala spet za besedo. Mogoče včeraj smo razpravljali z Kozovodom Šumaho tudi glede sprememb, katere se bo zgodile na samem Parku Jezero. Dodatna dela in sprememba obstoječih. To je velika razlika in čisto procent, kateri bo šel čez, se mora navesti kot dodatna dela, da se razumemo in tak naj bo tudi, tak je prav in tako naj bo. Nepredvidena pa dodatna, ker je razlika. Bom kar povedal, dodatna dela so ograja okoli, potka okoli, potem so dodatna dela še, kaj so dodatna dela? Drevesa smo nabavili večje debeline, kar izjemno podraži, zato da so drevesa, res že drevesa se vidi zdaj, ne tiste šibice, ki jih vsak polomi. Potem zalivalni sistem za zalivanje ni bil predviden zdaj zalivalni sistem, ki mora funkcionirati. Prosim? V projektu ni bil takrat na javnem razpisu in to so dodatna dela, v bistvu nepredvidenih je pa tudi nekaj, ampak v glavnem so pa dodatna dela, ki smo jih dodatno naročili. Jaz bi sam to rekel, da po projektu pa po ponudbi pa še najprej je treba izkoristiti teta nepredvidena sredstva iz projektantskega oziroma ponudbenega predračuna, in če je tam premalo sredstev za dokončanje, gre pa pol naprej kot dodatna dela, V redu. Sej tak delamo zdaj in tudi aneks pripravljamo na ta način. Še kako vprašanje? Če ne, potem dajem na glasovanje sprejem odloka o proračunu občine Prevalje v rebalansa 1. Kdo je za sprejem rebalansa 1? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika postopkov za izbiro in merili za sofinanciranje programov z področja socialnega varstva občine Prevalje. Prosim, Ema za kratko obrazložitev.
Hvala za besedo. Veljavni pravilnik, ki velja trenutno v postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov z področja socialnega varstva v občini Prevalje, je v 5. členu določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, ki kandidirajo na razpisu. Do sedaj je na teh razpisih prihajalo do različnega tolmačenja strani ponudnikov in na strani občine, zato smo pripravili zdaj razlago in jo vpisali v člen, da bo potem jasno za nadaljne postopanje, da več ne bo prihajalo do dilem v samem postopku izbora. Zato smo dodali dodaten stavek v 1. odstavku 5. člena in tako razrešili to dilemo, ki je do sedaj obstajala. Hvala. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval dopolnitev oziroma obrazložitev tega pravilnika, ga sprejel in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Komisija za statut in pravno vprašanje, Ivan, izvoli. Hvala, tudi statut in pravno vprašanje so obravnava ta predlog pravilnika o spremembah in ugotovila, da je pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti ter glede občinskemu svetu obravnava in sprejem. Mogoče samo dodam, da sem večkrat bil v tej komisiji in včasih res kak ponudnik ne razume in se treba pol dodatno objasňovati in je tako lažje berljivo za vsakega in bo zdaj stvar rešena. Hvala. Dajem razpravo, želi kdo razpravljati o pravilniku? Če ne želi, potem dajem na glasovanje sprejem pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika. Kdo je za sprejem? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 6. DIP, Evropski teden mobilnosti v letu 2025. Veronika, prosim za kratko razložitev. Občina Prevalje že drugo leto sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Do konca maja je bilo potrebno dati vlogo za sofinancerska sredstva. Predviden projekt zajema nakup opreme ob kolesarki, klopi, koši in nakup enega e-kolesa za potrebe občinske uprave. Celotna vrednost projekta je 8.450, s tem, da dobimo največ do 7.000 povrjeno. Izvajanje pa je predvideno v mesecu septembru in tudi že prej z športnimi dejavnostmi. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Odbor za KCG je podprl naveden DIP. Hvala. Odbor za proračun in finance. Isto. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo vprašanje? Če ne, hvala. Kdo je za sprejem tega dokumenta? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 7. Poročilo o delu medobčinskega redarstva občin Mežiške doline, občine Dravograd za leto 2024. Pozdravljam Ireno Došen, vodjo medobčinskega redarstva. Prosim za kratko obrazložitev. Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Medobčinsko redarstvo je v prejšnjem letu deluje skozi seveda s 3 zaposlenimi, ampak prejšnjem letu smo imeli kar kadrovske težave zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti delavca in pa odločitve ene delavke, da odide na delo na drugo področje. Ampak kljub temu smo bili pri delu kar uspešni, redarji so izvedli 1053 postopkov, od tega je bilo 28 postopkov izvedenih v občini Prevalje, od tega se je 45% zaključilo z opozorilom, ostalo so bile pa potem plačilni nalogi. Medobčinsko redarstvo drugače sodeluje tudi z inštitucijami, drugimi javnimi ustanovami, z policijo Ravne in pa Dravograd, z osnovnimi šolami, z medobčinskim inšpektoratom Koroške in pa z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v prometu. Sodelujemo tudi z občani. Občani imajo možnost podati prijave na za to pripravljene vloge.
Potem lahko dajo prijave tudi preko SMS in MMS poročil ali pa preko e-mailov in se seveda trudimo, da tudi nemudoma ukrepamo ob prijavah. Pri svojem delu redarji največ se trudijo postopati tako, da skrbijo za varno udeležbo v prometu za pešce, invalide in pa otroke. To so najranljivejši členi, zato so pogosto nadzori na prehodih za pešce, na pločnikih, okrog šol, vrtcev. Potem skrbijo tudi za v bistvu pogosto postopajo tudi po avtobusnih postajah, kjer je pereč problem po celi dolini, saj vozniki skočijo hitro neki urediti na lokale, ki so v bližini avtobusnih postajališč. Vsi pa vemo, da so postajališča namenjena za varen izstop in vstop potnikov. To bi bilo zdaj na kratko vse. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Tudi odbor za KCG ugotavlja, da pač iz leta v leto gre za podobne težave parkiranja na avtobusnih postajah. Upamo, da se bo pač to vsaj v naslednjem letu mogoče izboljšalo. Glede samega poročila pa smo se seznanili na enak način kot pa sedaj občinski svet. Hvala tudi za odbor za proračun. Boš ti? V enaki meri in enak način tudi odbor za proračun in finance. Hvala, odbor za gospodarske dejavnosti. Aleksandar, izvoli. Ja, tudi odbor za gospodarske dejavnosti se je seznanil z tem poročilom in ga daje občinskemu svetu obravnava in sprejem. Hvala. Dajem v razpravo poročilo o delu. Želi kdo razpravljati kako vprašanje? Izvoli. Ja, hvala. Jaz na eno vprašanje, sicer sem že v torek vprašal, ampak zdaj smo na dveh odborih imeli dve različni osebi strani redarstva, pa smo dobili dva različna odgovora. In sicer me zanima, kak je z teto, naprimer, košnje ob nedeljah, kak je s tem, ali je to po zakonu ali je to od občine odvisno. Ja, ampak od strani inšpektorata smo dobili pa odgovor, da je to v zakonu zapisano, zato pa še javno enkrat vprašujem. Hvala. A imamo odgovor? Redarji ukrepajo na podlagi odlokov, ki so sprejeti. Redarji niso pristojni, da ukrepajo, da ugotavljajo, a je predpis v skladu z zakonom ali ni. Tako da pač ukrepajo. Tako. Seveda. Dobro, bomo še preverili. Še kdo? Če ne, potem dajem sklep, da smo se seznanili s poročilom o delu medobčinskega redarstva občin Mežiške doline in Dravograd. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 8, DIP za sanacijo po naravnih nesrečah v letu 2023. In sicer imamo DIP-e razdeljene na 3 sklope. Prvi sklop je DIP za 2 odseka na Lešah, enega smo že sprejeli, oziroma na cesti proti Lešam, pa oba IP-ja. Tretji je pa servisna pot od mosta proti mimo Urne. Prosim, Danilo, za kratko obrazložitev. Tako je že župan rekel, mi imamo 8 DIP-ov, pa smo že na odborih tudi se zmenili, da gremo 3 prve skup, zato ker tam je vrednost nad 500 jurjev in potreben IP in DIP.
Druga dva bo ta normalno DIP-a še, ki ne zahteva, samo DIP, brez IP-ja, tretje tri so pa točke, ki imamo gozdne ceste. In tudi odbori, v bistvu bom jaz skup, pa bo pa odbori dali mnenja. Gospod Čumah bo pa tudi povedal, ko smo njegove pripombe dobrohotne tudi upoštevali. Torej, prvi DIP je Leška Kapelca, odsek Rednak. Vrednost je 1 190 000, bom zaokroževal, ker imate tako v dokumentih napisano. Gre za redni program, 100% financiranje MNVP, dolžina je 610 metrov, izvedba vseh DIP-ov oziroma vseh investicij v letu 2025, da jih tako ne bom ponavljal. Gre pa za meteorno kanalizacijo, pa za sanacijo vodovoda, za menjava salonitne cevi, ker je tudi še v določenem delu v cestišču. To je prvi. Drugi odsek je od Rednaka do Leš. Mi imamo napisano pod B, da je to cesta pod vodnim hramom, ampak to, da si predstavljate. Vrednost je 1 486 000, gre za redni program, prav tako 100% financiranje MNVP-ja. Gre pa za ureditev meteorne kanalizacije, sanacija vodovoda, sanacija fekalnega kanala in črpališče Leše. In še tretji DIP, ki zahteva tudi IP, podatki so isti, torej tudi za IP govorim, da nam pa še enkrat ponavljam, je pa servisna cesta od zbirnega centra do Nicine, servisna cesta za ta poškodovan most, ker je nujno potrebna uvozna pot. V tem primeru je edino smo črpali sredstva iz predhodnega in rednega programa. Predhodni program je bila dokumentacija, projektna dokumentacija v vrednosti 17 500 evrov, preostanek pa bomo črpali iz rednega programa, to je pa 684 000 evrov. Gre pa za ureditev oziroma utrditev ob reki Meži in pa gradnjo servisne poti, ki bo pač v času gradnje mostu omogočala kolikor toliko normalni promet za obrtne cone, tudi za prebivalce. Toliko. Hvala. Hvala lepa. Treba je povedati, da gre za sanacijo vseh plazov, ker je teren tak, da bojo škarpe, da je zraven še marsikaj v tem delu, zato je tudi cena visoka, ker gre za sanacijo vseh plazov proti Leškemu potoku in navzgor, na levi in desni strani, vse plazi. Odbor za KCG, Matej, izvoli, pa tudi za finance. Odbor za KCG in seveda tudi odbor za finance. Glede same vsebine teh DIP-ov, kje so meje obdelave, kaj posamezne investicije, kot je tajnik navajal, zajemajo, ni imel pripomb. Bilo je pa opozorjeno na kar nekaj pomanjkljivosti glede določene dokumentacije strani gospoda Šumaha, katere pa potem povzel tudi sam odbor, da pač te DIP-e treba v tistem delu dopolniti in v tem delu lahko kaj več pač reče gospod Šumah. Hvala. Še boš ti kako rekel? Da je tako. Ja, izvoli. Skratka, jaz ne bom zdaj za vsak DIP ekstra govoril, ker gre v bistvu za vse enako. V DIP-u niso prikazani pač vsi stroški, Jaz bom rekel, tak DIP je osnova za odpiranje NRP-jev pri nam na ministrstvu in je pač problem. Zdaj, če DIP ni usklajen, potem se tudi stroški ne pričakujejo, upravičeni stroški vsi. In zdaj tule jaz pač pri DIP-ih ugotavljam, da ni povsod prikazan strošek v tabeli, da smo se nejasnem, za tale vrstvo pri delu, koordinacijo vrstva pri delu, elaborat podnebnih sprememb, potem manjkajo matrike zelenega programa za analizo vplivih na okolje in to so pač stroški,
ki morajo biti v DIP-u prikazani. In če so v DIP-u prikazani, se potem uveljavljajo tudi v aplikaciji poročaj.si, ko se odpirajo projekti na podlagi državnega NRP-ja in je potem občina upravičena do teh stroškov. Ker mi, še enkrat, mi financiramo praktično vse, 100%, a ne, od začetka, bi rekel, od projektne dokumentacije do zahtevka. Tako da je pač pri vseh teh 8 DIP-ih bo treba to popraviti, ne? Ker če se to ne popravi, se prvič, če je pomanjkljivo, a ne, se niti NRP ne more odpreti, ampak občina dobi zavrnjen DIP in samo čas zgubljamo, nič kaj drugega, a ne. Pol, bi rekel, to je tista glavna zadeva, ne, da je DIP treba uskladiti z zahtevami, pa z metodologijo, pa z našimi zahtevami. Pa, za elaborat podnebnih sprememb, to mora tudi DIP vsebovati, ne, to ni pri teh DIP-ih tega pač ni, a ne, lahko je sestavni del PZI-ja, a ne, projektne dokumentacije, ampak mora biti tam tudi navedeno, a ne, glede na meteorološko postajo Šmartno pri Slovenj Gradcu, a ne. To je prva teta glavna zadeva. Druga zadeva je pa, da zakonodaja je pa kar precej pomanjkljiva, ne, pri izdelavi DIP-ov, kaj se upošteva, ne, kaj se vem, pri zakonu o varstvu okolja, zakon o vodah ni upoštevan, pač te stvari, no, jaz sem tek na odboru za KCG dal te moje pripombe, da se pač DIP dopolni z temi mojimi pripombami in če se pač ne bo dopolnil, bolj, da tega ne pošivljamo dolgo v Ljubljano, no, jaz bom tako rekel, no, čist po domače, a ne. Tak, to je to, kar se DIP-u tiče, bi pa še, ko je prej župan povedal, a ne, mi smo še danes, smo še en projekt odprli, tako da ima občina od 16 projektov, 13 projektov že zagotovljenih, a ne, treba je samo še za Petrolov most, je treba še neke stvari popraviti, pa za tole, za Faro, to je treba dopolniti, a ne, te dve zadevi, jaz upam, da bomo to jutra ali pa se naslednji teden naredili. Kar se pa tiče poplav 1066, ne, oziroma od 14. do 23. maja za cesto Hani, tam bo treba počakati na prerazporeditev sredstev, ker je za ta dogodek, a ne, za te poplave je že denarja zmanjkalo v proračunu in zdaj čakamo na prerazporeditev. Čim bo pa prerazporeditev, bomo pa tudi to dali, niti ne moramo NRP-je odpreti zdaj, ker ni sredstev, a ne, za tole. Toliko sem jaz imel, če ima še kdo kaj za vprašati. Lahko je mi problem. Hvala za vso pomoč, hvala. Še kako vprašanje? Izvoli. Hvala za besedo. A bomo mi danes glasovali pol s temi popravki? Ja, s temi popravki. Sej nekaj so že popravljeni. Nekaj so že popravljeni. V redu. Če ne, potem dajem na glasovanje te DIP-e 3, DIP-e PZP s vsemi popravki. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Gremo na naslednjo točko B. Zdaj imamo v tem paketu pod narekovajo sta dva DIP-a, in sicer cesta Breznik-Glinik tam na Poljani. Višina sredstev je 456 tisoč potrebnih sredstev, no.
Gre za redni program, 100% financiranje MNVP-ja, dolžina ceste je 418 metrov, izvedba v letošnjem letu, gre pa za ureditev odvodnjavanja, tudi vodovoda, sanacija vodovoda pa voziščne konstrukcije. Seveda je pa pogoj za pridobitev sredstva strani MNVP, tako je itak povsod. To je prvi, drugi je pa Zagreb, to je pa v Bračurnikovem Grabnu, tam poznate verjetno, ko je šel en plaz, v tem dipu pravzaprav predvidevamo sanacijo stene potoka, da zaščitimo vozišče, torej cesto, ne pa celovito sanacijo, to se bo videlo, kaj se bo zgodilo, tudi hiša in okolica. To je vrednost 251 tisoč, gre za redni program, 100% financiranje in dolžina te škarpe v potoku ali pa opornega zida, kakorkoli, je pa 95 metrov. To je to. Hvala. Odbor za KCG in za finance, Matej, izvoli. Mislim, to nima smisla zdaj, da se ponavljam, pač enako, kot je bilo že prej navedeno in isto velja tudi za zadnje dva dipa. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Sem isto povedal, ko pa je bilo pri prvih treh tudi za tale dip, velja isto za Brezni Glinika, pa za Zagrad 57 tudi, je treba iste zadeve popraviti, s tem, da je treba pač tule upoštevati predhodni program, Hvala. Še kdo? Če ne dajem na glasovanje, kdo je za sprejem teh dveh sklepov? Vsi za. Hvala. In še zadnje. To gre pa za 3 gozdne ceste, in sicer gozdna cesta Pori-Vaut, vrednost investicije 35 269 evrov. To je pa financer tudi v ostalih 2 dipih, ker gre za gozdne ceste, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gre za 100% sofinanciranje, dolžina ceste je 350 metrov. Izvedbe, ko sem že prej rekel, vse v letošnjem letu. Pa še to je treba povedati, pri teh 3 cestah ne gre za asfaltiranje, ampak gre za tamponiranje in odvodnjavanje, kjer je to potrebno. Naslednja cesta je Krstnik-Polesnik, vrednost 55 770, dolžina je 1100 metrov, isto financirano z Ministrstva za kmetijstvo. In tretja cesta je Kot-Krvavc, in sicer v vrednosti 35 918 tisoč, isto sofinanciranje 100%, izvedba letos, gre pa za približno ureditev 1 kilometra ceste. Hvala. Hvala. Odbor za KCG in finance je isto v redu. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? V redu. Upoštevano, sklepi so s pripombami, del pripomb je že upoštevanih, del bo še zdaj popravljamo te stvari, tako da bo na koncu v redu. Kdo je za sprejem? Vsi za. Hvala. S tem smo to točko zaključili in smo pri točki 10. Osnovna šola Franja Goloba, soglasje k sistemizaciji delovnih mest. Med nami je ravnateljica oziroma pomočnica, 2 pomočnici. Izvolite, beseda je, ampak na kratko, prosim. Lepo pozdravljeni. Najprej obrazložitev za sistemizacijo dogovorjenega programa na šoli. Malo glasno, prosim, mi smo malo naglušni. Programa na šoli za šolsko leto 2025-26 za učitelja športne vzgoje v obsegu 30 ur ali deležu 1,36 zaposlitve. To je 2 uri športnega pedagoga kot drugega strokovnega delavca pri urah športne vzgoje od 1. do 5. razreda s podružnicami, in sicer za izvajanje optimalno kvalitetnega in intenzivnega pouka športne vzgoje za učence.
Potem je za učitelja za varstvo vozačev na podružnicah Šentanev in Holmec v skupnem deležu zaposlitve 0,25, za čistilko športne hale v deležu zaposlitve 0,54, za kuharja in kuharskega pomočnika v deležu zaposlitve 2,77, ker so kosila nadstandardni program, ki ga država ne financira, kosilo pa je na šoli zelo veliko učencev. Za gospodinca na podružnicah Leše, Šentanev in Holmec za razdeljevanje kosil, kar je tudi nadstandardni program. S tržno dejavnostjo pa pokrijemo kuharico in perico, vsako v polovičnem deležu. Pa še sistemizacija za vrtec, lep pozdrav. Sistemizacija je pripravljena glede na zakone in glede na upis, zaposlovali pa bomo potem glede na dejansko število oddelkov in otrok, saj so možni še odstopi od pogodb ali pa kakšni izpisi ali pa morebitni novi upisi. Ceno vrtca bomo ponovno računali septembra glede na dejansko stanje otrok in zaposlitev. V ceno vrtca so vključena delovna mesta pomočnice ravnateljice, vzgojiteljici in pomočnic vzgojiteljic, organizatorja zdravstveno-higienskega režima in prehrane, administrativni delavci, vzdrževalec računalniške opreme, kuhar in kuharski pomočniki, čistilke, perice in hišnik. Izven cene pa prosimo za sistemizacijo delovnih mest svetovalnega delavca v deležu 0,5. Glede na število oddelkov manjka ta del svetovalnega delavca. Lani se je spremenil pravilnik in za financiranje delovnega mesta iz državnega proračuna, kot je bilo mišljeno ob sprejetju pravilnika, zaenkrat še ni pravne podlage. Občina je pri tem prepoznala nujnost uvedbe ugodnejšega normativa. Izven cene prosimo tudi za logopedinjo v deležu 0,3, specialno pedagoginjo 0,1 in pa vzgojitelj predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo delež zaposlitve 1. Sedaj že 2 leti pomaga otrokom, ki imajo težave in je res kvalitetna pomoč. Predlagamo pa tudi 5 spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo podporo in pomoč. Dejansko število zaposlitev pa je potem odvisno od števila otrok, ki bodo to pomoč potrebovali. Prosimo za potrditev za šolo in vrtec. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest za šolo in vrtce za šolsko leto 25-26. Hvala. Odbor za proračun in finance. Odbor za proračun in finance je enako sprejel predlagano. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Kako vprašanje? Izvoli, Bogdan. Hvala za besedo. Jaz sem že na odboru za finance imel 2 vprašanja. Zanima me, koliko iznesel delež, se pravi finančno me zanima, koliko to pride na letni ravni za sofinanciranje programa v šoli in za sofinanciranje programa v vrtcu, pa kakšna je razlika med sofinanciranjem lani pa sofinanciranjem letos. Sem že na financah vprašal, pa upam, da se je to pripravilo. Hvala. Hvala. Izvolite odgovor. Zdaj upam, da bom iz prave tabele prebrala. Dogovorjeni program $99,000 vse skupaj. To je za šolo, za vrtec, ki pa za šolo imaš ti. Če ne, kaj imaš ti, samo mala. Imaš tukaj do 16,000. Na mesec je za vrtec
16 tisoč dogovorjeni program, ja. Za šolo. Ja. Ni se bistveno spremenilo. Pri vrtcu je svetovalni delavc več, ker ga lani ni bilo še sistemiziranega, še ni bil pravilnik. Pri šoli bi naj bilo pa 0,2% pri športnem pedagogu. Hvala. Jaz bi pač prosil naslednjič, ko na odboru nekaj vprašam, da se do seje lepo prosim, ker je čas to napiše pa pove. Hvala. Hvala. Ker velik delež sofinanciranja imamo iz proračuna za en program, zato praktično ogromno naredimo, zato da imajo otroci boljši standard, boljši čin. Še kako vprašanje? Če ne, se zahvaljujem in predlagam sklep, da smo se seznanili z letnim z soglasjem, dajemo soglasje k sistemizaciji delovnih mest osnovne šole in vrtca Prevalje. Kdo je za sklep? Vsi za. Hvala. Še bomo kaj rekli v letnem poročilu. Izvoli, Dominika. Letno poročilo ste verjetno že vsi prebrali, zato bi jaz čisto na kratko. Za leto 2024 skupno število oddelkov je bilo 32, na matični šoli 25 in na podružničnih šolah 7. Število oddelkov razširjenega programa je bilo 9, na matični šoli 6 in na podružničnih šolah 3. Realizirali smo 191 dni pouka od 1. do 8. razreda, v 9. razredu pa 186 dni. Realizacija programa je bila v okviru zakonodaje in sicer najmanj 95%. Učni uspeh, skupno število učencev v šolskem letu 2023 in 2024 je bilo 609, od teh je bilo 13 učencev negativnih. Učni uspeh je bil torej na 31.8.24 98,36%. Učenci so tekmovali na različnih področjih, kjer so osvojili 136 priznanj, od teh je bilo 53 bronastih, 2 srebrni in 2 zlati. Nadaljevali smo v letu 2024 z razširjenim programom, ponudili pa smo tudi jutranje varstvo. Sodelovali smo v različnih projektih, gibanjih in akcijah, in sicer nacionalnih projektih, veliko športnih projektih, shemi šolskega sadja, humanitarnih akcijah, sodelovali smo pa tudi z lokalno skupnostjo. V letu 2024 smo investirali v gradnjo sistema požarnega javljanja, beljanje, pohištvo v razredih, računalniški in drugi IKT opremi, v obnovo strehe na podružnicah Holmec in Leše. Imeli smo notranjo revizijo za leto 2023, kjer so ugotovili, da so notranje kontrole na pregledanih področjih vzpostavljene in delujejo učinkovito, razen na področjih, kjer so bila podana priporočila, katera smo upoštevali in popravili. Še vrtec. Še vrtec. V zadnjih 2 šolskih letih smo se podrobno posvečali medsebojnemu povezovanju, timskemu delu in projektu Kakovost. V okviru tega projekta delamo na izboljšanju izgovorjave otrok, spodbujanju otroka v komunikaciji, vzpostavljanju zaupanja in komunikacije starši in pa izboljšanje sodelovanja med delavci. Ekonomska cena se je lani spremenila 2-krat, 1. januarja 2024 in potem 1. novembra 2024. Trenutno pa je veljavi cena od 1. aprila 2025. Poslovni čas vrtca je bil prilagojen potrebam staršev. V tem šolskem letu delujemo od 5:30 do 16. ure, v prejšnjem šolskem letu pa je bil enota Krojače Hlaček odprta do 16:30. V šolskem letu 2024-2025 je na dan 31.12.2024 bilo v vrtcu 17 oddelkov in vključenih 278 otrok.
Od tega je 13 otrok s posebnimi potrebami in še nekaj otrok v postopku pridobivanja pomoči. Zaposlenih je bilo na zadnji dan lanskega leta 58 ljudi. Zaposleni se redno izobražujejo, nudimo mentorstvo dijakom in študentom predšolske vzgoje. V lanskem koledarskem letu je bilo za vzdrževanje in opremo, so bile odobrene investicije v višini 47 351,58 evrov. Uredili smo WC na malem igrišču, dogradili toplotno črpalko, nadgradili omare za knjižnico in še kar nekaj drugih investicij. Vključeni smo v projekte, nudimo dodatne dejavnosti in obogatitvene dejavnosti. Tu bi izpostavila smučarski tečaj, plavalni tečaj in pa planinski tabor, ki so dodatno podprte tudi strani občine, da se res lahko udeležijo vsi otroci. Sodelujemo starši in se medgeneracijsko povezujemo ter se povezujemo z drugimi institucijami in društvi v kraju. Finančno poročilo. Presežek prihodkov šola 4722,51 evrov in presežek prihodkov vrtec 5200,28 evrov. Presežek prihodkov šola se poveča še iz preostanka preteklega leta in je skupen presežek 9640,65 evrov. Presežek prihodkov vrtec se zmanjša za pokritje negativnega stanja iz 2023. Takrat se spomnite, da nismo dvigovali cene v zadnjem od jeseni do decembra in je potem skupni presežek 1921 evrov za vrtec. Poslovno leto smo zaključili s presežkom v višini 10 703,79 evra. Na podlagi odločitve sveta zavoda smo presežek prenesli na stroške. Šola je ta presežek že uporabila za popravilo peči, za letni servis peči, za popravilo nape v kuhinji, za čiščenje oken in za požarno varnost v telovadnici. Hvala. Odbor za KCG oziroma za finance. Odbor za finance je soglasno sprejel seznanitvene sklepe glede poročila osnovne šole in pa vrtca Krojače Hlaček. Martina, družbene dejavnosti. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z letnim poročilom za šolo in vrtec za leto 2024. Hvala. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Jaz bi, ker sem že razpravljal na odboru za finance, bi tudi zdaj malo nekaj povedal glede tega. Lahko rečem, da ste zelo lepo poslovali, se pravi, smo bili v plusu, ampak tako sem dal že na odboru za finance pobudo, da naj se pogleda, da ni presežek prevelik, zaradi tega, ker je treba plačati pa davek, vrniti državi, ampak da bi sredstvo, ki ostanejo, nekako poskušali pred novim letom porabiti ali pa saj delno porabiti, ker zdaj jaz tudi točno ne vem, kje je pozitivna nula, kje je negativna nula, kje se lahko te stvari brez davka še obrača, je to plus 3000 evrov ali je to minus 3000 evrov, ampak se mi zdi brez veze, da ostaja denar na računu, da se tem pa poplačujemo davek državi, ko ga bi lahko izkoristili za kakšne druge namene. Hvala. Hvala. Še kdo? Izvoli. Hvala. Sam replika, no, vse so povedali, kam se bo porabil presežek. Ja, se. Hvala. Davek si pa vseeno plačal. Ne. A ne? Ne, teba v redu. Teba v redu, teba prav. Izvoli. Hvala za besedo. Sem vesel, da se je tudi podravnateljica udeležila današnje seje občinskega sveta. Imam eno vprašanje. Lani smo od gospe ravnateljice na eni izmed sej slišali, koliko so prevaški učenci glede na povprečje v Sloveniji pod oziroma nad povprečju na nacionalnem preverjanju znanja, torej 3., 6., 9. razred. Za lansko leto še nismo dobili nekih rezultatov, za letos pa tudi mislim, da so že
ravno kar prišli in me zanima, kje stojimo oziroma kakšno je znanje naših učencev, če seveda, gospa podravnateljica, imate te informacije. Hvala lepa. Ja, za lansko leto ste že izvedli, za letos pa bi mogla točne številke pa preveriti, tako da ne bi na pamet, prosim. Boste nam poslali podatke, da vemo, kje smo. Bomo poslali. Hvala. Še kdo? Če ne, dajem na glasovanje, da smo se seznanili z letnim poročilom osnovne šole in vrtca. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Hvala, dame. Uspešen zaključek, lepe počitnice. Smo pri točki 11, letno poročilo družbe Kocerod za leto 2024. Pozdravljam direktorja Koceroda, Tadeja Mirkaca, in ga prosim za kratko obrazložitev. Lep pozdrav še z moje strani Koceroda, lep pozdrav župan, direktor občinske uprave, svetnice in svetniki. Nekako danes sem prvič v tej vlogi pri vas, čeprav je to letno poročilo in ta rezultat še plod dela Ivana Plevnika, prejšnjega direktorja, pač bom ga nekako jaz predstavil, drugo leto bo dejansko boste imeli pač te rezultate, ki bo plod mojega dela. Če gremo naprej. Nekako Kocerod je družba, lastnik 12 občin. Dejansko na naslednji sliki vidimo dejansko nekaj malo v številkah. Kocerod 12 občin, 70 000 prebivalcev. Gre za število prevzemnih mest 18 500, število zabojnikov 31 200, število prometnih kilometrov skoraj 600 000, smetarskih vozil 33. Delež občine Prevalje je nekako 9%, Koceroda. Če gremo naprej, zdaj malo težko vidim, ker je to res tako daleč, ampak bom kar nekako povzel. Družba je poslovala pozitivno, imela je 320 000 evrov dobička. Razmere, v katerih je poslovala, so bile zagotovo velik izziv tudi za družbo, nekako je mogla sanirati to zgodbo glede poplav. Iz tega naslova je nastalo tudi večje število odpadkov. Zdaj, v skladu s tem je družba z notranjo reorganizacijo in spremembi procesa dela zagotovila dovolj kapacitet in resursov, da smo nekako zmogli to izpeljati. Dodal bi, da mogoče, lahko jaz kaj tole malo približam, malo bliže pridem, ker nekako ne morem prebrati vsega. V glavnem, dobiček je bil sprejet na skupščini 13.5. Skupščina je organ, katera odloča o vseh bistvenih zadevah Koceroda, tako da, ja. Če pogledamo recimo dvig, recimo malo v številkah, prihodki in odhodki, vidimo, da je prišlo do rasti tako prihodkov kot odhodkov. To je predvsem, ta delta je predvsem iz naslova poplav. Vidimo, da dejansko so se povečali prihodki na 11 milijonov, odhodki 10 milijonov. Kot sem že rekel, rezultat je bil 320 000 evrov. Rast je konstantna, drugo leto bo verjetno teh prihodkov malo manj, ker ne bo teh poplav. Upamo, no. Investicije, v katere dejansko je Kocerod vlagal v preteklih letih oziroma prejšnjem letu, robotska roka v sortirnici, drugi del investicije, nakup kontejnerskega vozila, diskasto sito, peleterni stroj, izvedba dimnih zaves ter investicije obnove strojev in opreme v obratih predelave. Mogoče še par podatkov glede samih odpadkov. V letu 2024 je bilo zbranih 21 500 ton komunalnih odpadkov, od tega 10 000 ton nekomunalnih odpadkov.
poprečno na uporabnika 318 kg odpadkov, v deležu v procentih, če nekako po tej tabeli gledamo, je 41% mešanih komunalnih odpadkov, 24% nekako embalaže, 11% bioloških odpadkov ter 13% kosovnih odpadkov. Nekako si prizadevamo povečati oziroma nekako izboljšati, se pravi, sortiranje in ozaveščanje uporabnikov, se pravi na izvoru, tako da je tudi to bi se potem v bodoče izkazalo v številkah. Nekako zdaj pa še malo grafičnega prikaza. Na sliki vidimo Koclerodove objekte, upravna stavba, sortirnica v ozadju, stara demontaža ter MBO za mešane biološke odpadke ter nova demontaža, še drug zorni kot, oziroma tukaj vidimo, da imamo sodobno opremljene objekte, ravno kar smo se dejansko opremili z novimi vozili za pobiranje bioloških odpadkov ter z novimi kontejnerji, Abrol kontejnerji ter ostalimi zabojniki. Družba je trajnostno in ekološko naravnana, skrbi, da je kolikor se da z nizkim ogljičnim odtisom. Tudi investicija v sončne elektrarne je bila pred kratkim izvedena. Tukaj pa še en pogled, se pravi te sortirnice. Ta sortirnica oziroma stare nove demontaže, kjer imamo vozila za pobiranje odpadkov, obrat za demontažo ter nekako polje teh modulov zelenih streh, kar se tudi odraža nekako v tem trajnostnem konceptu Kocleroda. In še nekako zadnji slikovni prikaz, regijsko odlagališče Zmes, to pa vsi dobro poznate tukaj pri vas na Prevaljah. Po okoljevarstvenem dovoljenju do 2033 na skupščini je bil sprejet program zmanjševanja odlaganja odpadkov, tako da si želimo, da bi tudi odlagališče delalo še dlje časa kot pač po OVD-ju. Tako na kratko, hvala za vašo pozornost strani Kocleroda. Rekli so, ne bomo kratki in hitri in smo se držali. Hvala. Delovna telesa niso obravnavala. Dajem možnost vprašanj, razprave na to temo. Izvoli. Jaz sem prebral tale vašo zadevo, pa imam kar nekaj ugotovitev pa pripomb. Prvo, kar je, me zanima, po katerem uradnem listu je tale javna služba ravnanja z odpadki v Koroški regiji, to ni nikjer napisano. In tudi, ne vem kjer, ZVO, Zakon o varstvu okolja, 149 člena, prvi ali drugi, ni razvidno, ne. Pa vi navajate tule uredbo o odpadkih. Uredba o odpadkih, uradni list 37.15 od 69.15 ne veljajo več in 129.20 tudi ne, ampak je nov, tega nimate kjer citiranega. Z 31.12. oziroma 31.5.22 velja nov uradni list. Ti uradni listi, ko jih pa vi navajate, pa niso več veljavni. Potem manjka tudi uredba o ravnanju z odpadno embalažo in odpadno embalažo. Tule manjka uradni list tudi 54.21, pa uredba o odlagališčih odpadkov. Tudi manjkata dva uradna lista. Potem na strani 16 imate napisan odlok o načinu upravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji. Uradni list 85.2011, ta tudi ne velja več, ampak je nov, 173.20 z dne 27.11.2020. Tudi na strani 25 Zakon o gospodarskih javnih službah tudi manjka uradni list. Zdaj vam pa še tole eno vprašanje. Dobiček 320.711 evrov, kam bo ta namenjen? Potem tule imate za zbiranje odpadkov 15.01 skupino.
Tu so tudi nevarni odpadki, zravno jaz nevarnih odpadkov nisem nikjer opazil v gradivu, da bi jih pobirali. Jaz kolikor vem, je treba to enkrat na leto, ali spremično, ali pa ni nikjer. Ne, isto velja za odpadke 2001, je tudi, tule je 14 vrst nevarnih odpadkov, net komunalnih, kaj je s temi, ni nikjer nič upisano, kaj je z nevarnimi odpadki, a ne. Potem mi je pa padlo v uho še to pač, ker sem iz tega foha, monitoring odlagališča, ne, se je podražil za 45%. To mi nekot ne gre skupaj, ne, iz 98 tisoč na 142 tisoč evrov. In bi prosil, či bi lahko dobil razpisno dokumentacijo, pa ponudbo izbranega izvajalca za izvajanje monitoringa. Tak, toliko sem jaz smel. Hvala. Še kdo, če ne, direktor izvoli. Matej. Ena zadeva tu, kot je že bilo rečeno, ne, ta dobiček vrednosti 320 tisoč evrov, dejstvo je, da to kaže na dobro poslovanje podjetja. Zdaj, če bi to bilo v zasebni lasti, pač verjetno normalno so lastniki s tem lahko nadvse zadovoljni. Ampak glede na to, da pa to gre za podjetje, ne, ki upravlja javno službo za vse koroške občane, bi pa le pričakovalo, da se bi to v nadaljnje odražalo tudi v ceni pobiranja odvoza odpadkov. Hvala. Direktor, izvoli. Hvala za vprašanja, bom šel kar po vrsti, mogoče kar od ozadja naprej, glede cene. Naj dodam, da Kocrot je, kar se cene tiče, eno bolj konkurenčnih, če ne kar eno najbolj konkurenčnih podjetij v Ljubljani, so v letošnjem letu podražili ceno komunalnih odpadkov od 15 do 19%. Na Kocrotu samo 3%. Da pa objasnim, se pravi, te cene, mi v Sloveniji se srečujemo z velikim tveganjem, se pravi, izvoza gorljive frakcije na sežig oziroma na termično obdelavo. V Sloveniji nimamo ponorov in dejansko te dvigi cen so predvsem zaradi teh zadev, ne, se pravi, da poskušamo dejansko plačati, se pravi, ta sežig odpadkov, ki ga moramo voziti tudi v tujino. Ker nimamo ponorov, do sedaj je bila recimo Madžarska zaprta, vozili smo na Slovaško, v Avstrijo, določeni celo vozijo v Grčijo, mi ne, ampak določeni pa tudi tako daleč, pa do Amsterdama in tako naprej. Toliko v ogljičnem odtisu, ne. Če damo primerjavo Ljubljano, ki vsi nekako hvalijo, mi smo dvignili za 3%, oni od 15 do 19, tudi v vseh medijih je bilo to objavljeno, tako da mislim, da tudi naše analize temu kaže, da imamo zelo konkurenčne cene. Če pa še omenim to, ne, da Koroška ima zelo razpršeno poselitev, pa tudi zelo razgiban relief, so tudi stroški prevoza in poraba goriva temu primerne. Ljubljana v bistvu leži v ravnini, pa so kljub temu enormno dvignali. Tako da jaz mislim, da na Kocrodu se zelo trudimo, da so cene vzdržne in konkurenčne in da poiščemo vse notranje rezerve. Mogoče samo zdi 320 tisoč res velika številka, ampak morate vedeti, tudi Kocrot je izjemno veliko podjetje. Če bi si pogledali druge bilance, recimo podjetij iz podobne branže, bi videli, da so moja številke še nekoliko drugačne. Toliko glede dobička, kar nadaljujem. Dobiček zagotovo bo namenjen v razvoj Kocroda kot vsa leta do sedaj, to pa vam odgovarjam. Kocrod v bistvu pospešeno vlaga v nadgradnjo, se pravi strojev, opreme, nakupa novih vozil, določena vozila so odslužena, oprema je marsikatera že amortizirana v celoti in je treba dejansko to nadgrajevati. Naslednje vprašanje je bilo glede teh aktov družbe. Te akte, tako hitro ste jih navedli, da bomo v bistvu podali pisni odgovor na to zadevo. Tretje vprašanje je bilo pa, prosim, če me dopolnite, kaj je bilo pa tretje vprašanje? Monitoring, ja. Monitoringi odlagališča, tudi to bomo preverili, zdaj lahko pa samo rečem, da tudi storitve monitoringa in kooperantov so tržne,
in če želite, tudi to vam lahko posredujemo. Tako da je pa res, da predvsem se te stvari zelo nekako držijo, če govorimo pod postavko kooperanti so zajete tudi te sežig pa te zadeve. Ja, tako. Tako da v bistvu pod kooperante imamo tudi sežig zajet in to so tudi... Za monitoring? Ne, za monitoring, ampak postavka, bilančna postavka. Ne, za monitoring. No, to vam pa lahko posredujemo. Indeks 145. Na kateri strani, če lahko poveste? Zdaj, na kateri strani je, ne? Ampak monitoring imate, a ne, indeks 145 v letu 23 je bil 98.030 evra, strošek v letu 24 pa 142.338, ne? Ampak če se... To vidiš kaj. Pa če se navežem na prejšnjo vprašanje še, a ne? Jaz sem vprašal za teh 320.000 evrov dobička za to, me zanima, kam bo šlo, ker lansko leto je šlo nekaj za nagrado delavcem, ne? Kar se pa zakonodaje tiče, ne, morate pa citirati tisto zakonodajo, ki velja, ne tisto, ki ne velja, še enkrat. Za monitoring pa sprašujem in bi rad imel razpisno dokumentacijo pa ponudbo, ne vem, a IKEMA ali to dela, kjer je akreditiran laboratorij za izvajanje monitoringa in bi rad to ponudbo imel, ker da je za 45% to dražje od lanskega leta, mi ne gre skupaj. Hvala za tole vprašanje. Bo še kolegica ta del pojasnila mogoče? Lepo zdrav tudi z moje strani. Kar se tiče monitoringa, je v lanskem letu tudi bila izredna situacija, kar se tiče samih poplav, pa vse smo mogli mi tudi dodatne študije naročiti oziroma monitoringe. Zato je tudi iz tistega naslova. Jaz govorim za monitoring. Ja, ampak smo tudi takrat, pač povečan obseg je bil iz tega naslova, zato smo pa potem tudi... Zakon predpisuje, kak je? Tako. In potem smo pa pravzaprav, nekaj je pa seveda tudi na trgu, kar so se pač cene spremenile. Zdaj natančna pojasnila vam bomo pa tabelarično oziroma z podatki konkretno predstavili, da ne bomo preveč napadli. Tako. Ja. Tako, bomo, ja. Ja, tako. Saj tako moramo delati skladno z OVD-jo oziroma zakonodajo, kar je... Tako. Ja, tako. Drži. Tako. Verjetno. V redu, hvala. No, mislim, kolegica je tole pojasnila, vam bomo to posredovali, kot je bilo rečeno, tako da mi nič ne skrivamo, boste dobili vse, kar želite. Hvala. Še kako vprašanje? Pozabil vprašati. A je kakšna varianta, če ste se kaj pogovarjali z javnim komunalnim podjetjem Log glede odlagališča v zapiranju? Tam ima OVD-ja, ne, pa OVS ima komunalno podjetje Log Prevalje. Ker mi smo se pač nekod pogovarjali, če je kakšna varianta, da bi tudi Koceroče že prevzel vse, kar se tiče odpadkov, ne, prevoza odpadkov, tole nisem videl, kje noter, ampak da bi tudi Kocerot prevzel odlagališče v zapiranju, če je kakšna varianta. Se to pa že dela. Izvaja Kocerot. Holmec. Ja. Monitoring tudi. Ja. Vse to je to. Monitoring, vse. Ja. Ker se dva monitoringa. Zaprto odlagališče, monitoring zaprtega odlagališča dela Kocerot. Po zakonodaji ne bomo. Ja, se formalno sicer... V redu. Izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi vas samo vprašal, glede na to, da delate tudi preglede, kako ljudje prav odlagamo odpadke oziroma oprave zabojnike in ostalo, kako smo Prevalje proti ostalim občinam ali
znamo prav odlagati, ali imate več problemov z nami oziroma ali kot z drugimi. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Lahko rečem, da dejansko se v zadnjem obdobju nekako kaže večja ozaveščenost Korošic in Korošcev, tako da nekako na primerljivi ravni z ostalimi občinami je pa res, da je to proces, ki se nikoli ne konča. Tako da dejansko, tudi če bi to leto malo zanihalo navzgor ali pa navzdol, je dejansko to, 10-20 večletno obdobje v bistvu izobraževanja od najmlajših naprej do najstarejših. Na Kocorodu smo tudi nekako zasledujemo te cilje in se želimo, da bi dejansko ozaveščali predvsem že od teh najmlajših naprej. Prej ste imeli pred nami predstavnike šol in vrtcev, jaz naj izkoristim tole priložnost, rečem, da so tudi lepo vabljeni vsi otroci iz vrtca in iz šol Prevalj na Kocorod. Te ekskurzije na Kocorodu potekajo, lahko rečem, tedensko. Povprašanje je zelo, recimo, veliko, interes je tudi velik in če želimo dejansko izboljšati, se pravi, ozavesti z ljudi, je treba začeti z najmlajšimi. Je pa res, da tudi pripravljamo digitalizacijo, kar bo nekako tudi mladim zanimivo, o tem pa kdaj drugič kako besedo več. Hvala. Jaz upam, da bomo realizirali v skladu z zakonodajo to, kar se je zadrževalo na Kocorodu finančna sredstva. Da bomo zdaj uskladili v skladu z zakonom, z novim direktorjem, da bo zakonsko stvar taka, kot mora biti, da ne bo spet kdo na svoje roke delal. Ker če zdaj ne bomo, potem bomo mi, oziroma ne mi, tudi ministrstvo za finance zahtevalo ukrepe. Ja. Tako je, se vemo, o čem govorimo. Da ne bi se ta praksa nadaljevala naprej z novim direktorjem. Direktor, a poslušaš ali ne? Sčuj, kaj sem ti rekel? Deluje gumbek, v redu. Župan, o tem smo imeli midva že debato. Naj povem, da ta sredstva so namenska sredstva in kakorkoli so namenjena razvoju podjetja Kocorod in v vlaganje v Kocorod, v nepremično in premično opremo, tako da v vsakem primeru sredstva vedno končajo na Kocorodu. To je čist politični odgovor, jaz nisem spraševal za politični odgovor, ampak enostavno v skladu z zakonodajo je treba urediti finančna sredstva. In to sem rekel in Plevniku in vam. Tega v bodoče ne bomo dopuščali, da se držijo sredstva protizakonito nekje na enem računu. Vse jaz vem, zakaj gre, saj ni noben oporekal temu, zakaj so namenjena ta sredstva, ampak gre za enostavno finančno higieno, ki mora biti tudi pri vas. Kocorod ni izjema. Vsi moramo delati v skladu s finančno zakonodajo in lepo prosim, da se to uredi. Prevečkrat že zahtevamo in tudi Ministrstvo za finance in ostali natančno zahtevajo, da se zadeva uredi. In tu ne bo odstopanja, niti za milimeter, ne. Ker je treba v skladu z zakonodajo delati, resnično. Imamo mi težave zaradi tega. Jaz vem, da se vi bojite, kako boste finančna sredstva dobili, ampak ne smete in ne morete nezakonito zadrževati finančna sredstva iz amortizacije za opremo. Ne smete, to veste. Mogoče še samo tole. Sej župan, to se bomo še pogovorili verjetno pri vas ali pa pri nas. Mogoče bi samo še to dodal. V ničemer ne postopamo drugače, kot je bila praksa preteklih let, poslovna praksa mnoga leta na Kocorodu. Ne, jaz sem te prekinil zaradi tega, ker sem rekel, da nočem tega. Poslovna praksa v preteklosti je bila protizakonita in protizakonitosti ne bomo več puščali. No, to hočem jaz reči, da je treba z novim direktorjem zdaj, ko si urediti zadeve, da bojo formalno, pravno prav postavljene. Ne, da imamo mi težave z revizorji, pa opozarjamo, pa se ne opozarjam samo jaz, se vsi opozarjamo, mogoče kdo ne.
Ampak s to težavo se vse čas soočamo in imamo mi težavo. Jaz ne bom zaradi tega na računskem sodišču oziroma ko imamo revizijo odgovarjal za te stvari, ki so nepravilno narejene. Praksa v preteklosti ni bila zakonita in prakso v bodoče je treba uskladiti v skladu z zakonodajo. Tu bomo pa striktni. Ne glede na to, kaj bo kdo drug od županov utrdil, ampak mi imamo težave z revizorji, imamo težave z Ministrstvom za finance v zvezi s tem. To so finančna sredstva, za katere vemo, kje morajo biti, zakaj so porabljene, se tudi ve in ni nobene težave, kar se porabi tiče, ampak je treba to osnovno finančno higieno narediti tudi na Kocerodu, kar se tega tiče, ne spuščam se, ostale stvari tečejo normalno, ampak eno zadevo imamo črno piko in to moramo rešiti. Direktor, tvoja naloga je, ti si zdaj nov, stare prakse ne bomo več. Bomo dali, do zdaj nismo, ampak bomo ostalim organom predali stvari. Ker ne more biti stvar protizakonito dela. Toliko drugače, da ne bo ta točka pokvarila vsega ostalega. Jaz mislim, da je v redu, da stvari dobro tečejo. Tudi ni bilo očitka, da se denar porablja za kaj drugega. Vemo, zakaj se finančna sredstva porablja in da je transparentno, ampak to črno točko moramo odpraviti in v skladu z zakonodajo poslovati, ne v nasprotju z zakonodajo. Direktor, tako da, če smo malo bolj oštro povedal, ampak dosti imamo tega. Praksa v preteklosti je bila, zdaj tega ne bomo več dopuščali, vsaj mi ne. In moraš seveda tudi ti poskrbeti za sebe, da boš imel urejene stvari finančno. Še kdo? Martina, izvoli. Hvala. Na prejšnjem odboru je Komunala Prevalje izrazil željo, če bi lahko Kocerod naredil neko brezplačno telefonsko številko, da non-stop kličajo Komunalo večkrat na dan ljudje zaradi odvoza smeti. Zdaj pa ne vem, niti ne vejo, da Kocerod ima smetje, če skličajo našo Komunalo, kako bi zdaj to neko obveščanje, kakorkoli, pa neka številka, ki bi dosegljiva, lažje neki pač, oni pravijo, da imajo kar dnevno, kar nekaj klicev zaradi odvoza smetino. Da razmislite o tem. Hvala. Hvala. Če ne, potem dajem sklep na glasovanje, da smo se seznanili z letnim poročilom. Kdo je za? Hvala. Direktor in finančnica, želim veliko uspeha, pa to črno piko odpravimo, da ne bomo imeli vsi skupaj težavo naprej. Drugače pa želim uspešno delo in hvala. En stavek? Prosim. A še odgovorim? Ja, v bistvu se trudimo dejansko obveščati občane, se tudi gremo v digitalizacijo, tudi občani dobijo na položnicah, oziroma o položnicah dvakrat na leto tele v bistvu urnike odvozov in teh stvari, spravi obvestila, spravi glede obveščanja, glede samih odpadkov, tudi stavimo malo tudi na digitalizacijo, da bomo tudi nekako to obveščali, zagotovo pa sodelujemo s komunalami še naprej in bomo tudi probali te dileme razrešiti. Delujemo pa tudi skladno z poslovnim načrtom, tudi tako da to je to. Hvala. Hvala. Se vidimo v naslednji priložnosti. Smo v točki 12, premoženjsko pravne zadeve, prosim Urška za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Občinski svet je januarja na seji sprejel sklep, s katerim je podal soglasje k sklepanju pravnih poslov izven sprejetega načrta pridobivanja. Pod pogojem, da sklenjeno pogodbo seznani občinski svet, tokrat vas seznanjamo, da je občina sklenila 3 prodajne pogodbe. Ena prodajna pogodba je bila prodajna pogodba namesto razlastitve, s katero smo pridobili v last kategorizirano občinsko cesto. 2 prodajni pogodbi pa sta bile na način, da je občina prodala 2 zemljišči, ki pripadata k objektu in v naravi predstavljata funkcionalno zemljišče objekta. Hvala. Hvala. Odbor. Komisija za statut in pravna vprašanja, izvolim, Ivan. Ja, samo komisija za statut in pravna vprašanja se je seznanjala za sklenitvijo po našem statutu in kdaj je občinskem svetu obravnaval vse seznanitev. Hvala. Dajem razpravo, želi kdo razpravljati?
Če ne, potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 13. Pobude in vprašanja. Pobude in vprašanja. Ima kdo kako veliko, manjšo pobudo? Rafi, izvoli. Hvala za besedo. Čisto malo pobudo bi imel. Tule me kar par občanov, pa sem sam videl tudi pri tej tabli za obveščanje o smrtnici pri tržnici. Tam je zelo slabo invalidi z stare gospe, z tih hojicam svojim, pa ne morajo tja priti, ker mislim, slabo je prehodno, ker je kamen je dolg, pa stopnica in se slabo dosti. Tole pri tržnici tabla za tam, pri Keltu. To je ta tabla za smrtnice. Je dolg tam, ko se pride peš, ko starejši ljudi grejo z palcem pa z berglom, ko imajo, je zelo težko drobiti. Tako je, par sem videl, te vodičkam pridejo gospe in tako težko pogleda, ker je tam stopnica, mislim, slabo je zelo hodno dostopno. Pa če te bi tamo kam prestajo. Zelo nerodno, če te bi tamo kam prestajo, res je tam nerodno, ker je stopnica spoda, ker ni fajno. Bomo pogledali. Hvala. Še kdo pobude in vprašanja? Izvoli, Aleksandar. Hvala za besedo. Mene sam zanima, zdaj ko vidim, da se že asfaltira tu pri vrtcu, ta proti Fari cesta, a to se bo zdaj že kmalu odprlo? Ja, lej. Dobro vprašanje. Cesta na Faro, od krožišča pa do mimo šole se bo delala, tako se izvajalci nadzornik v 4 sklopih. Prvi sklop je ta med vrtcem in Faro. Zdaj ta se je dan se je asfaltiral, oziroma ni še čist do konca, grobi asfalt, bo ostal grobi asfalt. Potem se lotijo od Fare pa do Krištana. Ta bo odprta, zato da bojo, glih zaradi tega se dela po 4 fazah, zato da lahko ljudje prihajajo in odhajajo. Potem grejo na ta odsek od vrtca do šole, mimo šole in na koncu od Krištana do krožišča, zaradi tega, ker tam mora iti od spodaj gor, ker kanalizacijo moraš spodaj zajeti, ne zgoraj, tako da sproti spravljajo v cevi in računamo, da bomo približno roki, malo se bo podaljšalo verjetno, ampak jesen mora biti končano. Ta trenutek zdaj ne, zdaj gremo proti Krištanu, pol pa druga faza je pa od vrtca mimo šole. Ja. Hvala. Torej, ta zadnja faza, torej od Krištana do Krožnega, Treh kraljičn, je tam nekje konca avgusta, začetek septembra, lahko pričakujemo dela, če gledamo, da se mora oni del tam narediti do začetka šole. Tam nekje, ker se dopustiš, tam nekje. Tam nekje. Bo pa v letošnjem letu? Ja, bo v letošnjem letu pač malo strpnosti, zavete, pač ne da se nadomestiti oziroma mimo. Bude. Še kdo? Pod pobude ne več, potem smo pri točki 14 razno, še kdo pod točko razno? David, izvoli. Hvala lepa, jaz imam 4 točke in sicer tako, ko smo imeli take probleme z glavno cesto, no pa z vodcom, sem že opozarjal za tule parkirišča na trgu, da so že fejst dotrajena, če si imel nizek avto, ni bo šans, da parkiraš več, ko počohaš in fajn, da se je začel delati, no, to je ena pohvala, pa upam, da se bo čim bolj kvalitetno pa čim prej naredilo. Druga stvar je to, da bi pohvalil občino, da so stopili pa da sofinancirajo ti program Mali gozdni svet, to je prvič v občini Prevalje, se mi zdi taka fajn ideja, pa seveda vse ostale programe, ko jih občina sofinancira med poletnim počitnicam otrok.
v torek, verjetno veste, no, so imele gospodične prvo obletnico tete jutranje telovadbe na prostem, je tudi, ne, gospodične so gospodične. Ja, pač hodijo sam gospodične, tako da jih je treba pohvaliti, so res tudi v najslabšem vremenu aktivne, no. Tako da to, po 4. točko pa sem dolgo sicer torek že odgovor, ampak še za ostale občane, za ostale svetnike bi prosil za malo razložitev, kak je situacija z vodo na Brinjavi gori. Hvala. Kar se tiče vode na Brinjavi gori, smo takrat z ljudmi imeli sestanek letos spomladi. Večina mora biti pripravljena za priključitev, ker za enega samega ne moramo spuščati vodo v sistem, ker potem ne more JKP lok oziroma tisti, ki je odgovoren za vodo, zagotavljati kvaliteta vode, ker voda mora krožiti. Tako da jaz upam, da bo zdaj v čim krajšem času realizirano in da bojo priključki narejeni, da bomo ljudi priključili in da se bo voda uporabljala. Pomeni, da tisti del, ko ima vsak sam, ko se ga mora zagotoviti od hiše do Ja, hišni priključki. To še nimajo narediti, ne, nekateri. Nimajo še hišni priključki. Ja. Martina, izvoli. Hvala. Vadba na prostem je imela eno prvo obletnico v tem tednu in zato bi se rada zahvalila gospe Tanji Skrinjar, ki pravzaprav jih vodi, in pa tudi vsem, ki pridno migajo in hodijo na vadbo vsak delovni dan. Hvala. To je pohvale vredno in pohvale vredna je tudi tista skupina, ki hodi v fitness množično in tiste, ki hodi v plezalni center in še na druge aktivnosti. Res fajn je. Zdaj res prav je, da obstojajo možnosti. Še kdo? Če ne, se vam zahvaljujem in želim lepe dopustniške dni. Ja, občinski praznik 23. V ponedeljek 23. ob 19. uri občinski praznik, podelitev priznanj in nagrad. Vsi lepo vabljeni, pridite, no. In tudi vsi ostali občani. Odgovori na pobude in vprašanja, ki so bila podana na 19. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 10. aprila 2025. Občinski svetnik Štefan Peršak predlaga, da se na zemljišču med osnovno šolo in Šparom uredi pumptrack. Župan odgovori, da občina že pripravlja projektno dokumentacijo in pridobiva gradbeno dovoljenje. To igrišče bo locirano južno od plezalnega centra proti Šparu. Uredil se bo celotni prostor med osnovno šolo in Šparom, tako da se bo prestavila ograja, uredila se bodo igrišča za otroke, določil se bo koridor za dostop do šole, postavila se bo tudi učilnica na prostem. Občinskega svetnika Boštjana Gorenška zanima, kako je v planu izgradnja hiša Jezero. Župan odgovori, da je projekt hiša Jezero še vedno v planu, vendar je upočasnjen tempo. Občinskega svetnika Boštjana Gorenška nadalje zanima, kako daleč je nakup zemljišča, kjer stoji Mercator Tehnika. Župan odgovori, da je občina vstopila v kontakt s prodajalcem in postopek prodaje še ni končan. Zato občina še ni prejela vloge za predkupno pravico. V tem mestnem času mora občina zagotoviti sredstva za nakup. Občinskega svetnika Boštjana Gorenška nadalje še zanima, kdaj se bo obnovila bivša stara grafika v centru Prevalj. Župan odgovori, da bi hiša morala biti porušena do konca meseca junija 2025, saj je lastnik dobil inšpekcijsko odločbo, v kateri je bilo odrejeno, da mora hišo porušiti do konca meseca junija 2025. Občinski svetnik Urban Šumah predlaga, da se na novih cestah, ki jih je občina asfaltirala v zadnjih 2 letih, postavijo ležeči policaji, saj sedaj vozniki motorjev in avtov zelo hitro vozijo po teh cestah, kar je zelo nevarno. Župan odgovori, da bo predlog podal odločanje na svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Občinski svetnik Rafael Škufca poda pobudo, da se očistijo in namestijo peskolovi ob glavni cesti in nekaterih stranskih cestah.
Odgovor. Na glavni cesti skozi Prevalje občina nima pristojnosti, zato je posredovala predlog na DRSI. Kar se pa tiče občinskih kategoriziranih cest, se po obnovah leteh izvaja ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije, zaradi česar se jaški s tako imenovani šalčkami ne vgrajujejo več. Kjer gre za fekalno kanalizacijo, so jaški pokriti, kjer pa gre za meteorno kanalizacijo, se vgradijo klasični jaški, ki pa nimajo vgrajenih protismradnih vložkov v peskolovu. Neprijetne vonjave lahko nastanejo kot posledica nestrokovne vgradnje ali poškodbe jaška. Občinski svetnik Bernard Pačnik pove, da je prehod pri Šparu oziroma Iksi delno viden, delno pa ni viden, kar je že upozarjal in se še ni nič uredilo, zato prihaja na terenu do zmede. Preden pride do prometne nesreče, poziva občino, da ta prehod nemudoma uredi. Odgovor. Omenjen prehod za pešce je bil odstranjen, ker ni zagotavljal varnega prehoda čez cesto in je v neposredni bližini varnejši prehod. Vzdrževalcu občinskih cest smo že naročili popolno odstranitev še vidnih talnih označb. Hvala.